Spoštovani prijatelji, spoštovani gospod župan Janez Žakelj s soprogo, spoštovane članice in člani Nove Slovenije, vsi funkcionarji Nove Slovenije, podpredsednik, podpredsednica, poslanci, evropski poslanec, župani, svetniki, predsedniki občinskih, regijskih odborov, tudi podžupane imamo, spoštovani domačini in domačinke, spoštovani glasbeniki, vsi lepo pozdravljeni. Še posebej se zahvaljujem prav domačinom, žirovkam in žirovcem. Hvala za topel sprejem in gostoljubje v vašem kraju. Naš vsakoletni tabor in tudi kongres sta vedno v drugem kraju. Še posebej pa gremo radi tja, kjer ima Nova Slovenija tudi veliko volivcev in podpornikov, ki so izvolili našega člana za župana. Spoštovani! Spoštovani žirovci, žirovke, prepričana sem, da je vaš in naš župan izpolnil vaša pričakovanja in odlično vodi občino Žiri. Ne, na to smo ponosni tudi mi. No, ne samo, da se tukaj izdelujejo odlični čevlji, tudi moji, tudi občina je znana in te doline po številnih otrocih, kar je pri nas velik izziv in tudi o tem je župan zgled, danes sem pa slišala, da zna celo klekljati. Torej tudi za to stransko delo je zelo usposobljen in zgled. Vsakoletni tabor je tudi priložnost za srečanje in pogovor. Tukaj lahko slišite iz prve roke, zakaj se zavzema Nova Slovenija, kaj načrtujemo in kakšni izzivi so pred nami. Izzivi? Ja, v politiki je vedno veliko izzivov. V prihodnjih mesecih oziroma v enem letu so pred vrati kar 3 volitve, na katere se v Novi Sloveniji intenzivno pripravljamo. Pravzaprav je že naše vsakdanje delo najboljša priprava na volitve. Slovenija potrebuje novo smer in vesele kristjane. Nam je položil na srce brat Jun, znan kot nebeški človek, ki je pred kratkim obiskal Slovenijo. No, vesela sem, da je Moravška Mara tista vesela kristjanka, ki vse nas motivira in je postala naša članica in na ta način zgled tudi za vse druge. Hvala za dobro voljo, ki jo širite. Brat Jun pa se je vprašal, zakaj so obrazi slovenskih kristjanov tako resni in zaskrbljeni. Zakaj na naših obrazih tako malo veselja? Živimo v čudoviti deželi, tega se vsi zavedamo, prepleteni s potoki in rekami, obdani s hribi in gorami, polji, travniki in gozdovi. Imamo tako rekoč vse, tudi morje, ki ga pa Švica nima. Pa smo želeli biti kot Švica. Mi imamo celo več. Včasih smo celo boljši od Švice, tako kot v preteklem tednu, ko je naša rokometna reprezentanca z veliko razliko premagala Švico, da je bilo gledanje tekme že skoraj dolgočasno. Zakaj smo torej mrkih obrazov, zaskrbljeni in nezadovoljni, čeprav v pretežnem delu sveta ljudje živijo veliko slabše kot mi? Eden izmed razlogov je gotovo tudi v tem, da smo imeli pred seboj idealno državo in družbo, ko smo se odločali za samostojno Slovenijo. Imamo sposobne ljudi, znanje, okoliščine, da bi bili lahko Švica. Ta izziv nas še čaka. V nas Slovence
V nas Slovence, v krščanske demokrate, so pred leti verjeli tudi papež Janez Pavel II. Ter nemški in avstrijski krščanski demokrati, ki so nas podprli pri odločitvi za samostojnost. V teh dneh se Nemčija, kot smo že slišali, poslavlja od velikega krščanskega demokrata Helmuta Kohla, velikega evropejca, ki je spet združil nemško ljudstvo in povezoval Evropo. Zato moje iskreno sožalje družinama pokojnega kanclerja Helmuta Kohla in nekdanjega avstrijskega zunanjega ministra Alojza Moka. Gospe Mok sem lahko v imenu slovenskih krščanskih demokratov osebno izrekla sožalje na maši, ki je bila darovana za našega velikega prijatelja Alojza Moka. Na vabilo organizatorjev iz vrst Avstrijske ljudske stranke sem se v preteklem tednu udeležila Evropskega foruma Wachau v spodnji Avstriji, ki je pred 22 leti nastal prav na pobudo preminulega nekdanjega zunanjega ministra in vicekanclerja Avstrije, gospoda Moka. Pred nekaj leti pa sem imela priložnost, da sem se tudi osebno zahvalila gospodu Kohlu za njegovo podporo. Obema smo Slovenci zelo hvaležni za njuno pomoč. Naj počivata v miru pri Bogu, v katerega sta tudi sama zaupala, zato sta lahko tako nesebično delovala tudi v politiki. Po 26 letih samostojnosti večkrat tudi zdvomimo v svojo državo. Pogosto smo tudi žalostni ali jezni in se sprašujemo, kaj se nam dogaja. Tudi mene žalosti in jezi, ko vsak dan znova slišimo o nečednostih, kriminalu, korupciji, pranju denarja, o slabih medsebojnih odnosih, posledica katerih so žal celo smrti otrok. Na takšne Slovenije nismo sanjali. Takšne Slovenije tudi ne živi večina Slovencev, pač pa le nekaj pohlepnežev, nemoralnežev in koristolovcev, ki jim ni nič sveto, ne narod, ne družina, ne otroci, ne slovenska zemlja, niti slovenska zastava. Pod krinko nacionalnega interesa se ropajo državna podjetja, zdravstvene ustanove in banke. Ker smo proti ropanju države, bomo dali podpise za referendum proti vladni varianti drugega tira, sicer podpiramo drugi tir, vendar ne te variante. Na dan prihajajo tudi neverjetne zgodbe o pranju denarja v državni banki. Pristojni pa ne vedo nič za to, o tem. Očitno v tujini o spornih transakcijah v naši banki vedo več kot pri nas. Lahko ponovimo za primorsko pesnico Tatjano Malec: memoare so izgubili, ostala je hobotnica. Predolgo se na vplivnih funkcijah vrtijo isti ljudje pod krinko novih obrazov v parlamentu, v ozadju pa se odvija prava nečedna predstava. Ob takšnih zgodbah, ki skoraj nikoli ne dobijo ustreznega sodnega epiloga, smo res lahko vznemirjeni, žalostni in tudi jezni. Povsem vseeno je, ali je kriminalec levičar ali desničar, biti mora kaznovan in povrniti mora škodo, ki jo je povzročil. Mi ne bomo protestirali pred sodišči in se drli našega pa ne. Lopovi se morajo države bati, kriminal se nikomu ne sme splačati. Vztrajali bomo na tem, da vsi primeri, posebej najtežji, dobijo tudi sodni epilog. Te zadeve se morajo obravnavati prednostno, uspešno in učinkovito. Nobenega razloga ni,
da naše pravosodje ne bi bilo enako hitro, enako kvalitetno in enako politično nevtralno, kot je v Avstriji ali v Nemčiji. Na tem bomo vztrajali. Pa se vprašajmo, ali bomo zaradi teh nemoralnežev obupali nad Slovenijo. Ne, ne bomo. Slovenija mora biti država, v kateri bodo lumpi sedeli v zaporih, pošteni ljudje pa bodo dobro živeli. Največji nemški književnik Goethe je zapisal: nikoli ne sme človek in ne narod misliti, da je prišel konec. Izgubo posesti lahko nadoknadimo, za drugo nas potolaži čas. Samo eno zlo je neozdravljivo, če narod sam dvigne roke od sebe. In ker krščanski demokrati nismo in ne bomo obupali nad našo domovino, nad našo državo in našimi ljudmi, nenehno pripravljamo rešitve. Do sedaj smo v parlament vložili že okrog 40 zakonov. Seveda si vedno želimo, da bi bili naši zakoni tudi sprejeti, pa so bili žal le 4. Hvala Bogu, da vsaj ti. Mi pa nadaljujemo z delom in dopolnjevanjem našega najboljšega programa s konkretnimi rešitvami. Nova Slovenija ima rešitve za boljšo, bolj pravično in normalno Slovenijo. Pripravili smo že malo davčno reformo za spodbujanje gospodarstva, za vse, zdravstveno reformo za kvalitetnejše in bolj dostopno zdravstvo za vse, pokojninsko reformo za zagotavljanje pokojnin vsem, tudi mlajšim rodovom, ko bo prišel čas, družinsko reformo za spodbujanje rojstev otrok, saj premalo število rojstev postaja eden od naših največjih izzivov. In prav tukaj se lahko zgledujemo tudi po občini Žiri, po Poljanski in Sevški dolini, ki postajajo najbolj razvite doline, najbolj razvite občine. Torej, otroci niso le strošek, otroci so prihodnost, otroci so razvoj in to moramo spodbujati tudi v Sloveniji. Pripravili smo tudi reformo prostorske zakonodaje za učinkovitejše gospodarjenje s prostorom in več naložb v gospodarstvo, reformo za zmanjšanje birokracije, da nas papirji ne bodo zadušili. Mi v Novi Sloveniji bomo naredili vse, da bo naša Slovenija zmogla narediti odločnejše korake v smeri potrebnih reform, ker imamo radi svojo domovino, ker ne mislimo samo na sedanji trenutek, ampak tudi na naše otroke, na prihodnje rodove in na našo domovino. Ni dovolj, da vlada dela le kozmetične popravke, pred volitvami pa deli vse sorte bombončke. To ni dovolj. To je kratkovidnost, nesposobnost in preračunljivost tistih, ki niso bili pripravljeni na prevzem oblasti, niso imeli resnega programa, nimajo dovolj usposobljenih kadrov, nimajo vizije, ne poznajo smeri, kam peljati Slovenijo. Njihovi strici iz ozadja pa dobro vedo, kje se obrača denar, kaj vse morajo prikriti. Dokler so njihove lutke na oblasti, so varni. Zato pred volitvami naredijo vse, da to moč in svoje lutke ohranjajo na položajih, spremenijo samo nalepke in obraze v prvi vrsti. Krščanski demokrati pa vemo, kaj je potrebno narediti.
Pripravljamo se na čas, ki bo kmalu prišel, da bo Nova Slovenija odločala v smeri. Smer pa je boljša, bolj poštena in bolj normalna Slovenija. Slovenija, na katero bomo spet lahko ponosni. Med vsemi strankami imamo najboljši program, imamo pa tudi izjemen kadrovski potencial, sposobne, strokovne in izkušene posameznike, ki so pripravljeni voditi katerikoli resor. Imamo vizijo in vemo, kaj Slovenija potrebuje. Emerson pa pravi, zaupanje v samega sebe je prva skrivnost uspeha. Zakaj ne bi zaupali vase? Nova Slovenija ima rešitve, pozna cilj. Imamo poštene in odgovorne ljudi, za katere je politika delo za skupno dobro. Zato ima Nova Slovenija ambicijo, da vodi državo. Na naslednjih parlamentarnih volitvah ne bo pomembno samo to, kdo bo zmagal. Ključen jeziček za sestavo koalicije bo tretja stranka. In tretja, če ne bo prva ali druga, bo Nova Slovenija z več kot 10% glasov. To je naš etapni cilj. Vsak uspešen športnik ali podjetnik si postavi najvišje cilje, ki jih dosega po etapah. V demokraciji ni nihče posvečen in edini izbran za to, da vlada ali da ima večno primat na eni ali drugi strani. Nova Slovenija je enakovreden tekmec v tej politični tekmi. Mi gradimo svojo stranko, imamo svojo vizijo za normalno Slovenijo in gremo odločno naprej po svoji poti. Vedno smo pripravljeni na sodelovanje za dobro države in državljanov. Spoštujemo temeljne občečloveške vrednote, ki so se v zgodovini pokazale kot najbolj zanesljive in edine za srečno in mirno življenje ljudi. Poštenost, delavnost, odgovornost, dialog, medsebojno spoštovanje in solidarnost do ubogih so nam dobro znane vrednote. Za nas je politika poslanstvo. Krščanski demokrati črpamo moč za svoje delo iz žive vode in evropskih korenin. Zato Sloveniji želimo vrniti optimizem, veselje in prihodnost. Želimo, da bi se kot narod med seboj manj kregali in bolj sodelovali, da bi se bolje poslušali in skušali drug drugega tudi razumeti. Zato ne pristajamo na razdiralno, zdraharsko ali sovražno politiko. V Novi Sloveniji povemo, kar je prav, ne zavajamo ljudi in ne obljubljamo nemogočega. Morda smo kdaj pobalinski, kot bi rekel naš predsednik vlade, nikoli pa zlonamerni. Mi ne rušimo, kar je dobro za ljudi. Nasprotujemo pa načelu deli in vladaj, ki je žal še vedno močno prisotno na obeh polih slovenske politike. Nova Slovenija ni in ne bo stranka demagogije, populizma ali pa trenutnega navdiha, kar je tako popularno v Evropi in tudi v Sloveniji. Odklanjamo skrajnosti in delitve, ki zagotovo niso pravi odgovor za težave. Odgovor je le resnica, poštenost in delo. To so naše vrednote, od katerih ne bomo odstopali. Tudi v tem oziru smo krščanski demokrati sveža politika. Močno gospodarstvo omogoča dobro stoječo državo. Delovna mesta so najboljša socialna politika.
Mladi imajo veliko znanja, energije, podjetnosti. Naši mladi ljudje morajo imeti delo, da bodo lahko preživljali svoje družine. Mladim moramo dati priložnost in prihodnost, starejšim pa z dostojnimi pokojninami tudi varnost. Slovenija mora ostati trden člen Evropske unije. Evropa bo lahko ohranjala svoje blagostanje in mir, če bo povezana, enotna v svoji zunanji in varnostni politiki, če se bo vračala k svojemu izvoru, krščanskim temeljem, na katerih je tudi nastala. Evropa bo ohranila mir, če bomo živeli geslo Evropske unije, združeni v različnosti. Samo mir in sodelovanje omogočata blagostanje in zagotavljata prihodnost vsem narodom. Mir in spoštovanje potrebujemo v družini, narodu, Evropi in v svetu. Za takšno politiko dela in živi Nova Slovenija. Najbolj razvite države, kot so Nemčija, Avstrija, skandinavske države, veliko vlagajo v razvoj, raziskave, nove tehnologije. Slovenija pri tem že močno zaostaja. Ob zvišanju BDP-ja in gospodarski rasti je potrebno zvišati proračun tudi za znanost in raziskave. V Sloveniji imamo sposobne in uspešne znanstvenike na mnogih področjih. Majhen zaostanek še lahko nadoknadimo, za velikega pa lahko zmanjka sape in zgubimo stik z najboljšimi. Nova Slovenija bo svojim najboljšim programom z rešitvami opremljenim in nadgrajenim gospodarskim programom začrtala smer prihodnjega razvoja Slovenije. Znanje posameznikov in skupin naj se prelije v rešitve za vse. Podjetnost, ustvarjalnost in delavnost morajo biti nagrajeni s spodbudnim plačilom, ustreznimi davki ter pregledno zakonodajo. Takšne rešitve ima Nova Slovenija. Ob tem pa ne smemo pozabiti na slovenskega kmeta in slovensko zemljo. Mi sami moramo ostati gospodarji svoje zemlje in prostora. Mi sami moramo vnaprej določiti, kje bomo gradili, kje je prostor za nove investicije, kje za nevarne odpadke in kje za pridelavo hrane. Najboljša hrana ne raste v trgovinah, pač pa na zdravi slovenski zemlji, obdelani s pridnimi rokami in znojem slovenskih kmetov. Spoštujmo njihovo delo, spoštujmo svojo zemljo, spoštujmo zdravo hrano in slovenski kruh. Nova Slovenija bo odpravila vso odvečno birokracijo in davčne blagajne povsod tam, kjer je primernejša pavšalna obdavčitev. Mi hočemo svobodno in demokratično državo, v kateri bo veselje delati in ustvarjati. Na lestvici konkurenčnosti smo sedaj na 44. mestu. Mi s tem nismo zadovoljni. Slovenija ima rezerve in potencial. Nova Slovenija bo Slovenijo dvignila na tej lestvici in jo vrnila med najbolj uspešne države. Naj kmetje kmetujejo, obrtniki in podjetniki pa delajo svoj posel, delavci in kmetje pa pošteno zaslužijo. Zato vrnimo spoštovanje kmetu, učiteljici, trgovki, zdravniku, duhovniku, inženirju, znanstveniku, delavcu in vsem drugim poklicom. Vrnimo spoštovanje tudi politiki, zato bodimo politiki, ki zaslužijo spoštovanje. Vsi smo ljudje, vsi smo drug drugemu potrebni, vsi skupaj ustvarjamo našo družbo in skrbimo za državo in našo blaginjo.
Pred nami so tudi predsedniške volitve. Predsednik predstavlja državo in nas državljane, doma in v svetu. Predsednik mora biti izkušena oseba in moralna avtoriteta v besedah in dejanjih. Predsednik mora pokazati pravo smer, ko so glave v državi pregrete. Predsednik ni igralec ali pozer. Predsednik je enostavno človek, ki mora biti vsem zgled, hkrati pa mora ostati navaden smrtnik, ki ga funkcija ni pokvarila. Človek, ki je blizu ljudem in dela za ljudi. Slovenija potrebuje predsednika, ki bo Slovenijo usmeril na pot pravih vrednot. Vrednot, ki so trajne, občečloveške, evropske in večne. Predsednik ni svetnik, je človek, ki se zaveda svojega velikega poslanstva in odgovornosti do ljudi. Predsednik mora biti strpen, povezovalen in spoštljiv do vsakega človeka, do narave, do domovine. Izbor predsednika naj se ne sprevrže v komedijo, šov ali cirkus, kot se te dni že nakazuje. Predsednik mora biti državnik, ki se ne ozira le na javno mnenje, pač pa reče tisto, kar je prav, če tudi to ni vsem pogodu. Predsednikov pogled je usmerjen tudi na prihodnje generacije, se opredeli, ko narod potrebuje smer ali pomiritev in udari po mizi, če je to potrebno. Zato bo Nova Slovenija na predsedniških volitvah nastopila s svojim kandidatom ali kandidatko. Ostajamo pa še skrivnostni. Ostajamo pa še skrivnostni, saj želimo dobiti zmagovalno kombinacijo, kajti pred vrati so tudi državnozborske volitve, ki odločajo o sestavi vlade. Vlada ima v Sloveniji izvršno oblast in izvaja najbolj konkretne stvari za državljane. Zato posvečamo tudi mi največ pozornosti prav pripravam na državnozborske volitve. Zato še tehtamo, kdo bo naš kandidat za predsedniško funkcijo in kdo za predsednika vlade. Nova Slovenija je odgovorna stranka. Slovenskim državljanom želimo za obe funkciji predlagati najboljše kandidate. Krščanski demokrati smo že uspešno vodili Slovenijo v prelomnih časih. Ko jo bomo spet vodili, bo Slovenija postala spet bolj normalna država po zgledu uspešnih evropskih držav, v katerih imajo prav krščanski demokrati pomembno vlogo. Slovenija potrebuje pokončne, odločne in verodostojne voditelje. V vrstah Nove Slovenije takšne zagotovo imamo. Spoštovani prijatelji, bodimo ponosni na velika dejanja krščanskih demokratov v preteklosti. Delajmo pa zato, da bomo lahko na svoje delo ponosni tudi v prihodnosti. Ob koncu se želim zahvaliti najprej Bogu za lepo vreme, sicer je malo preveč polen naložil na ogenj, ampak bolje, da nam je malo vroče, kot da bi nas zeblo ali bi bili mokri, tako da najprej Bogu hvala. Hvala tudi vsem, ki ste pripravili ta tabor, občinskemu odboru Nove Slovenije žiri s predsednikom in županom Janezom Žakljem. Hvala glavnemu tajništvu z glavnim tajnikom Robertom Ilcem in tudi vsem strokovnim sodelavcem poslanske skupine. Hvala
godbenikom in vsem glasbenikom, ki ste oblikovali kulturni program. Lepo je bilo. Hvala voditeljici, gospe Tanji Dominko, ki nas je uspešno vodila in motivirala. Hvala župniji Svetega Martina, ker je prav za nas prilagodila čas svete maše. Hvala gasilcem, ki so skrbeli za red in parkiranje. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za hrano in pijačo. Hvala vsem, ki ste pripravili ta prostor, ozvočenje, stojnice in vse potrebno, da se lahko danes tukaj družimo. Hvala tudi našemu PR-u in medijem za korektno poročanje. Hvala vsem vam, da ste danes prišli, da smo lahko tukaj skupaj, da praznujemo, se veselimo, poklepetamo, damo drug drugemu moč za naše prihodnje naloge in izzive. Seveda po koncu pa vam želim tudi srečno vrnitev domov. Spoštovani državljani in državljanke Republike Slovenije, dragi rojaki v zamejstvu in po svetu, ob dnevu državnosti vam iskreno čestitam. Najzaslužnejši človek dolguje domovini več kot ona njemu, pravi neki modrec. Domovina, hvala ti za vse, kar nam daješ. Mi pa bomo delali za to, da boš ti, domovina, ponosna na nas.